Envita, živijo, dobrodošli nazaj v novi epizodi, kako upeljevati Vitas Energy vaje v vaš vsakdan. Danes imam zelo zanimivo temo, se mi zdi, da nas je kar veliko hribolazcev. Jaz zelo rada hodam v hribe, sem pač Gorenjka, ne moram iz svoje kože. Danes pa imam eno super, bom rekla, nasvet, na kakšen način se pripravimo, preden gremo v hribe. Tako da ne vem zdaj, če se sploh kdo pripravlja, preden gre v hribe, razen tega, da vzame hribovsko opremo in pač gojzarje in gremo akcija. A ste se kdaj vprašali, da se je treba pripraviti tudi fizično? To pomeni, da najprej popiješ dovolj vode, preden greš, seveda jo vzameš tudi s sabo. Potrebno se je v bistvu pripraviti tudi fizično kot telesno. To pomeni, da se ogrejemo telo, ogrejemo ga z stretchingom. A se kdaj raztegnete, preden greste recimo v hribe? Dobro vprašanje, Okay. Jaz vam bom danes dala nekaj iztočnic, kako se jaz raztegujem, preden grem v hribe, da potem, ko pridem nazaj, da nimam preveč muskal fibra, če je kakšna taka daljša tura. Tako da vam predlagam, da pač tudi vi majčkeno razmislite o tem. Okay. Najprej, katera mišica je najbolj, bom rekla, udarna pri hoji, predvsem je tale mišica. Tako da ta prvo, kar naredim, je, da ogrejem tole mišico. Najprej naredim ene par počepov, to pomeni, da grem dol in gor. Majčkeno ogrejem mišico. Grem dol in gor. Majčkeno pazi, kako greš v počep, da greš vzravnano z ravno hrbtenico, da nisi takole. In pa seveda pazi na kolena, da ne grejo čez prste in da ohranjaš tole razdaljo med kolena, da ne zvijaš kolen navznoter ali navzven. Zelo pomembno. Tudi koleno ne sme iti naprej, ampak gre zadnja nazaj. To je prva vaja. Potem zgornji del rahlo samo ogrejem z, bom rekla, čist preprostimi vajami, torej ramenski obroč ogrejemo, ramo vrtiš nazaj, prsni koš naprej nazaj, rahlo stran in hop, hop, stres. Potem glava, najprej na eno stran in potem še na drugo stran in rahlo raztegni, rahlo raztegni, rahlo raztegni in rahlo raztegni še navzdol in navzgor. To lahko delate tudi bolj umirjeno z dihanjem, vdih in vzdih, še vdih in vzdih. Vsak gib, jaz vam zelo na hitro kažem, tako da boste malo razmišljali o tem. Potem pa gremo na stretching. Torej, najprej tole mišico, štiri glavo, koleno ob kolenu, se primem in držim. Tule, če ne morete stati, pač se primete nečesa. Drugače pa se nekako skoncentriraš v točko in jo držiš. Koncentracija, notranja umiritev, še to treniraš zraven in ravnotežje. Streseš, pa greš še na drugo stran. Še druga. In to držiš. Seveda dihaš, z izdihom tenzijo v mišici sproščaš, vsaj 15 sekund držite, eno stran, drugo lahko ponavljate. In sprostite.
Potem je pa še zelo pomembna zadnja stegenska mišica. To recimo pa lahko blaga oblika raztega je tam, to pomeni noga je flex, spet imamo ravno telo in pa greš počasi navzdol in začutiš ta razteg. Ja, zdaj tisti, ki ste bolj raztegnjeni, greste lahko niže. Ok? Držite 15 sekund in hop, hop, zamiljate. Greste še na drugo stran. Zopet paste naravno, hrbtenico in pa seveda flex. Močno naredi flex, da raztegneš zadnjo stegensko mišico. Ok, greš še nižje, če lahko. Tistim, ki pa ta vaja recimo ni všeč, pa lahko greste samo predklon. In držite. Ok, držite in dihate. Seveda stegnemo kolena in predihavamo tenzijo v mišicah. Kako se poberemo, pokrčimo, zrahljamo kolena in vrteno za vrteno nazaj in navzgor. Ok, stresemo. Aha, pa še ena stvar. Preden gremo, je fajn, da ogrejemo tudi stopala, tako da je fajn, da malce recimo zaokrožite. Najprej v eno smer, pa potem v drugo smer, pa še z drugo, najprej v eno smer, pa potem v drugo smer. Večkrat imate point, pa flex, pa point, pa flex in še v eno smer zaokrožiš in v drugo smer zaokrožiš. In še seveda druga point in flex, da res pripraviš še gležne, in seveda s tem se izogneš klecanju naših stopal. No, evo, takole. To so čist take mini vajce, priporočljive, da nekako jih naredite preden greste na en pohod, recimo, Lahko jih uporabite tudi pri kateremkoli drugem športu. Jaz sem pač vzela hribolazenje, ker je trenutno to zelo in zelo hodno zdaj v hribe. Zato dajte majčkeno paziti, pa jaz predlagam, da tudi, ko recimo se ustavljate, ko hodite, dajte se še sproti rahlo raztegovati. To pomeni te vaje, kar večkrat naredite tudi, ko hodite. Ok, se ustavite, morate nekaj spiti, pa dajte še en stretching narediti. Čist tako, pijete, pa imate že stretching, recimo. To je čisten tak nasvet, tako da, kar se tega tiče, je ogromno še stvari za povedati, ampak zdajle tisto rdečo nit bi jaz pač povedala to, da se je potrebno, preden gremo športati, preden gremo v hribe, kamorkoli že, dajte se ogreti in dajte v bistvu pripraviti svoje telo na fizično delo. Potem s tem se izognete muskelfibru in pa utrujenosti. Tako da sploh, če boste potem še vmes krajše vaje delali, tako da odlična stvar. Ekola, to je bila nova epizoda, tako da upam, da vam je bila všeč. Lahko si pogledate še kako drugo, jih je ogromno že, tako da hvala za zaupanje in hvala za pozornost. Lahko se tudi naročite na YouTube kanal in tako boste na tekočem z vsako novo epizodo. Lepo se imejte, pridno delajte na svojem telesu in se oglasim zelo kmalu.